Predstavljam vam avtomobil, ki lahko spusti lužico, kot kakšen kužek in to celo na klik. Ampak ne, ta lužica ni kakšna umazanija, to je čista snov, ki kemijsko rečemo kar H2O. Govorimo o avtomobilu na gorivne celice, zakaj gre, kakšna je tehnika, lotimo se. Kot slišite in pa čutite, Toyota Mirai je električni avtomobil, kolesa poganja električni motor. Ampak seveda ne pridobiva energijo iz svojih baterij, elektriko proizvaja sproti. Ta vožnja je tudi za električne razmere izredno prijetna. Sedeži so luksuzno mehki, debeli, oblazinjeni. In seveda občutki tukaj so, da avtomobil ni tista najnovejša Toyota, ima tisto klasično Priusovo prestavno ročico. En problem pa je, če Toyota Mirai ocenjujemo kot avtomobil za taksiste. Namreč prijetno je predvsem tukaj spredi. Avtomobil je kupe. Zdaj imam še 63 km in pričakujem, da bi se zdaj morala vsaki pojaviti lučka. Ne bomo jo čakali, ampak bomo šli zdaj na prvo vodikovo polnilnico tukaj v Ljubljani, kjer se bodo tudi redno polnila vozila na vodik. Pa za občutek, poraba pri tej zimski vožnji je bila 1,6 kg na 100 km. Jaz nimam še pravega občutka, koliko je to, ali je to veliko ali ne, ampak seveda je to zdaj pravi čas, da se gremo malce na to temo poučiti. Se pravi, črpalka, pumpa... Lahko črpalka, pumpa, če je to polnilna postaja, je to, ni posebenega izraza v bistvu za neke vodikove polnilnice za potrebe mobilnosti, a ne? Se pravi, tukaj ni nobene neke črpalke klasične. Klasične črpalke ni, v bistvu je kompresor, ki komprimira ta plin in potem iz zalogovnika gre plin direktno na dispenzer in dispenzerje v vozilo. Ta polnilna postaja torej ni pumpa, ker nima črpalke. Plin v vozilo pretakamo preprosto tako, da odpiramo loputo v zalogovnike z višjim tlakom, s čimer pustimo, da plin preprosto zasede tudi prazno prostornino rezervoarja v vozilu. Dokler ni v obeh enak tlak oziroma dokler mi ne zapremo ventila, ker da bi zapirali pipco, tudi morda ne bo ustrezen izraz. Če bi se zmotili in dali avtobusni dispenzer v avtomobil, bi to pomenilo samo počasnejše polnjenje. Ne, to niti ni možno, ker sta različna priključka. Da se ne moramo zmotiti. To je ena stvar. Druga stvar, ki je pa še bolj pomembna, je to, da v bistvu dispenzer in vozilo imata stalno komunikacijo. Oba, se pravi ročka na dispenzerju in vozilo imata IR komunikator, kjer se vozilo in dispenzer stalno preverjata temperaturo in tlak v zalogovniku. Če senzor v vozilu zatipa previsok tlak v zalogovniku zaradi prehitrega polnjenja, potem zmanjša hitrost polnjenja. Kako pa? Ja, enostavno začne pripirati in potem je ta polnilni čas daljši. Kaj, mehansko nekaj v bistvu? Mehansko zmanjša pretok vodika. Pri gorivni celici pa tudi dejansko nimamo probleme s toploto, zato ker se pri samem postopku toplota sproža ven, ne? Jo dobimo, ne? Se pravi, ne potrebujemo toplotne črpalke, naprimer, kot pri električnih avtih. Seveda, tako kot recimo pri proizvodnji vodika, se sprošča toplota v elektrolizerju, se tudi pri gorivni celici sprošča toplota, ko vi iz vodika in zraka oziroma kisika iz okoliškega zraka proizvajate električno energijo, ne? In ta toplota se potem odvaja. Kadar ni potrebe po ogrevanju kabine vozila, gre ta toplota normalno v okolico, kadar pa rabite ogrevanje, se ta toplota koristno uporabi za ogrevanje kabine vozila. Pri gorivnih celicah dostikrat slišimo, da je problem z izkoristki. Seveda, ki primerjamo z električnimi avtomobili, ampak deva eno na temo izkoristkov. Ja, pri vseh pretvorbah energije so neke izgube. Pri elektrolizi so te izgube še posebej velike.
Mi imamo izkoristek gorivne celice tam od 60 do 70%. Ravno tak izkoristek je pri proizvodnji vodika v elektrolizerju, ne. Energijsko gledan ta postopek ni glih, bi rekel, da bi ga dajali za vzor neke energetske izrabe, ne. Zato so te vodikove tehnologije uporabne predvsem takrat, kadar imamo mi višek neke energije, ki jo ne moremo nikamor dati, lahko jo edino pustimo neizkoriščeno. Se pravi, če imate vi neko sončno elektrarno, na omrežju ni odjema, takrat vi to višek te energije lahko spravite v vodik in to energijo porabite takrat, kadar jo rabite. Vi tega ne morete spraviti v baterijo. Tudi če spravite v baterijo, kapaciteta baterije je premajhna, da bi vi ves ta višek energije lahko spravili in potem neskončno dolgo uporabljali. Vi si z vodikom lahko naredite neko dolgotrajno zalogo energije, sončne, vetrne, kakršne koli, ne, ki je nekje nastala kot višek zaradi pretoka reke, ne vem, karkoli. Ja. Ampak koliko časa pa potem ta višek energije v vodiku lahko imamo shranjen? Doba hranjenja ni omejena. Ta vodik zelo počasi difundira skozi stene, a ne. Ampak te izgube so... Kaj to pomeni zelo počasi? Zelo počasi, to pomeni, ne vem, težko da rečem, če bi rekel 1% volumna v enem mesecu je veliko. Aha, okej. To je tako. Zeleni vodik ali pa nekako neokoljsko pridobljeni vodik, kaj zdaj to pomeni? Ja, zdaj trenutno se za mobilnost uporabljata dve vrste vodika. Zeleni vodik, ta, ki je pridobljen iz viškov energije fotovoltaike vetrnih elektrarn. Ta smiselni vodik, ne? Ta je tisti, ki je res ta prav, ne? Ja. Ekonomsko bolj sprejemljiv je pa sivi vodik, ta se pa proizvaja s parnim reformnikom zemeljskega plina, ne? Cenovno je bolj ugoden, ni pa to tisti končni cilj, ne? Končni cilj je v bistvu uporabljati zeleni vodik. Sivi vodik je upravičen v tem trenutku zato, da se vpeljejo vodikove tehnologije. In poj, medtem, ko se vpeljujejo, ko se okolje spozna s tem tehnologijam, se pa potem zmanjšuje količina sivega vodika in se povečuje količina zelenega s ciljem, da bo enkrat celotna količina vodika zelena. Kako daleč smo? S tem objektom smo zdaj recimo na pol poti. V naslednjem letu bo energetika postavila v poddotiku svojo proizvodnjo vodika. Mi smo že postavili letos fotovoltaično elektrarno 2 MW moči in letos začnemo postavljati elektrolizer in vso opremo, ki je potrebna za to, da bomo vodik proizvedli, shranili, skomprimirali pa ga potem spravili tukaj na to lokacijo. Torej, v Ljubljani ta hip viškov še nimamo. Viške bomo šele začeli ustvarjati z namensko sončno elektrarno, katere funkcija bo zagotovitev električne rezerve v obliki shranjenega vodika. Ampak zakaj potrebujemo to rezervo? No, tudi zato, ker električni avtobusi morajo voziti tudi po zimi. Pa naj se na tem mestu popravim. Ko sem se vozil v Stanežice, sem vam omenil doseg 480 km v zimskih dneh, seveda s Toyoto Mirai. No, zima na delovanje vodikovih avtomobilov pa v resnici nima nobenega posebnega vpliva. Strokovnjaki so zato komentirali, da sem imel kar težko nogo. Na vodik se boste vedno pripeljali teh 300 km, ne glede na temperaturo. Na elektriko se boste pa malo manj. Pa seveda, električno vozilo vi priklopite in čakate, ne vem, 4 ure, da se napolne. To priklopite, čakate 10 minut in se odpeljete. No, vse to je zdaj tisti prav trenutek, ne? Ko potrebujemo kartico. Kjer ostanete brez denarja. Se pravi, izberem polnilno mesto, je to... 2. 2, rečem kartica, rečem, se pravi, 100. Ok, seveda bom želel račun. Zdaj, eno vprašanje moram imeti. Se pravi, jaz sem imel porabo s tem avtomobilom en dober kilogram na 100 km. Kakšna je to dejansko zdaj poraba? V bistvu je to visoka poraba, nizka poraba, sploh se ne znam predstavljati zdaj. Povprečna. Okay. Težko reči visoka, nizka. Zdaj, če imate za 100 km 20 €, to je zdaj trenutna cena tega vodika. Če to primerjate z drugimi energenti, je tole drago, ne? Vendar je treba vedeti, da je to zdaj neka izhodiščna cena, to ni končna cena, ki bo na trgu. A veste, nikjer na svetu se vodik na polnilnicah ne prodaja po stroškovni ceni. Vodik nujno potrebuje zdaj v tej fazi, dokler ne bo hiperprodukcija vodika, neke subvencije, podpore. In ta cena mora biti tam 9 € ali manj.
9 evrov ali manj, se pravi, to bi bila tista. To bi bila sprejemljiva cena. Kdaj si pa lahko to vidimo? Jaz računam, da bo to v letošnjem letu sprejet. Ok, zdaj postopek, to sem znal odpreti, zdaj tole je čep verjetno. Čep. Samo, ne? Ok, se pravi, tole čep dam dol, ročko. Gor. Gor Tako, pritisnem. ja. Tle imate zdaj tale IR komunikator. Ne? To je to. To je ta plata, Tako. ki komunicira, če prav razumem, s tole ploščico, ta sivo. Drži. Ok, v redu. Date gor. Se pravi, nataknem, stisnem, popustim in zdaj tipka start. Ok, slišimo, vidimo utripanje in se je postopek tudi začel. Zvoki so to ves čas taki. Ja, to vam daje občutek, da se res nekaj dogaja. Ok, Gumb. potegnem, spustim. Nataknem. Čep gor in še po račun. Izpis računa. Polnjenje smo vam danes demonstrirali z vodikovim avtomobilom, ampak v prvi vrsti bo vodik zagotavljal vožnjo bistveno večjim strojem. Seveda je zato glavni akter v tej ljubljanski vodikovi zgodbi prav LPP. Ljubljana bo namreč do 2030 povsem mobilnostno trajnostna. Kakšna je ideja, kako, kaj, zakaj, kakšne so stroški, no to poglejte z vašim naslednjim klikom. Še preden pa vas pustim, naj vas spomnim, da če še niste, vas vabim, da se naročite na naš kanal. Zato, da boste obveščeni, ko bomo pripravili naslednjo tovrstno zgodbo.